Seveda so tako v času epidemije kot sicer nekatera vedenja samooskrbe, srčnega popuščanja ključna za učinkovito obvladovanje te bolezni. Tako da vse tisto, kar smo bolnikom prej lahko v živo na naših delavnicah, na naših vsakoletnih srečanjih priporočali, seveda priporočamo še zdaj naprej, da skrbno spremljajo vsakodnevno simptome in znake srčnega popuščanja, kako je z njihovim dihanjem, ali jim morda bolj otekajo noge, ali se jim morda nabira tekočina v trebuhu, ali so bolj utrujeni. Se pravi, svoje zdravstveno stanje naj redno spremljajo in se seveda tudi redno tehtajo. Prav tako pa, tako kot jim je priporočil zdravnik, jemljejo svoja zdravila, svojo običajno terapijo. Pomembno je, da si beležijo tudi svoj krvni tlak, srčni utrip. Lepo je, če to zapišejo tudi v dnevnik. Naj povem, da pravzaprav v sklopu programa ozaveščanja in opolnomočanja o srčnem popuščanju tak dnevnik, ki bo na voljo v tiskani in pa v spletni obliki, pripravljamo za bolnike in bo kmalu na voljo. Služi tako bolniku, da zapiše vse to, kar vidi, zabeleži, torej kar spremlja svojo boleznijo, takrat, ko ni v rednem ali pa vsakodnevnem stiku z zdravstvenim osebjem, in po drugi strani, ko pride na pregled k osebnemu izbranemu zdravniku ali tudi v ambulanto, kardiologu, specialistu za srčno popuščanje, da seveda vse to pokaže tudi njemu. Potem pa seveda, kar se tiče vedenjskega sloga, prav je, da se bolniki s srčnim popuščanjem gibajo, da skrbijo za redno telesno dejavnost, seveda v sklopu njihovih zmožnosti, in zelo priporočamo hojo, nordijsko hojo, torej da se razgibajo. To krepi tako telo, kakor seveda tudi njihovega duha. Pomembno je, da uživajo hrano z nizko vsebnostjo soli. Pomembno je seveda, da imajo v svojem okolju tudi koga, s katerim se lahko v svoji bolezni pomenijo, s katerim skupaj lahko sprejemajo vsakodnevne odločitve v povezavi z samooskrbo bolezni. Se pravi, ta neka podpora neformalnih oskrbovalcev, ki obenem pomeni tudi neko podporo njihovemu duševnemu zdravju. In pomembno je tudi, da se bolniki cepijo. Moram reči, da smo že prej redno vsem bolnikom priporočali cepljenje, sezonsko cepljenje proti gripi, potem pa seveda na vsakih nekaj let tudi cepljenje proti pnevmokoku oziroma proti pnevmokokni pljučnici. Vsaka okužba bolnika s kronično boleznijo seveda vrže iz tira, iz ravnovesja in je seveda veliko bolj ogrožen za težji potek bolezni. In podobno velja tudi zdaj za okužbe z virusom SARS-CoV-2 oziroma z koronavirusom. Seveda je zdaj nekako najbolj aktualno vprašanje okrog cepljenja, pa ne samo za bolnike s kroničnimi boleznimi, ampak nasploh za splošno prebivalstvo, ali se cepiti, kdaj, kako, kakšna je pravzaprav strategija cepljenja, kako učinkovito je cepivo. Se pravi, o vsem tem zdaj teče zelo živahna, vsak dan posodobljena razprava, se pravi cepljenje proti COVID-19. Ja, Slovenija je že decembra nekako sprejela nacionalno strategijo cepljenja proti COVID-19, ki jo v bistvu vsak teden ali pa na vsake 2 tedna na nek način ažuriramo in glede na trenutno omejeno razpoložljivost cepiv definiramo na novo te tako imenovane prednostne skupine. Gotovo so kronični bolniki, zlasti starejši kronično bolni, tisti, ki so med prednostnimi skupinami za cepljenje. Če se spomnimo, ko so prvi odmerki cepiv prihajali v Slovenijo, to je bilo tam konec decembra,
26. 27. decembra smo potem začeli s cepljenjem. Smo najprej cepili starostnike v domovih starejših občanov in seveda tudi zaposlene tam, potem seveda zdravstvene delavce in sodelavce, potem pa glede na starostno skupino cepimo sedaj starejše od 80 let, potem pridejo starejši od 70, 60, potem mlajši, kronično bolni in potem v končni fazi, poleg seveda zaposlenih v tej tako imenovani kritični infrastrukturi, so ostalo splošno prebivalstvo. Tako da kroničnim bolnikom svetujemo, da se cepijo, tako kot sem prej govorila, proti gripi, proti pnevmokoku, sedaj tudi proti koronavirusni bolezni, se pravi proti COVID-19, in se seveda ustrezno umestijo na cepilne sezname pri njihovih osebnih izbranih zdravnikih. Tako da, ko bodo na vrsti za cepljenje, glede na svojo starost, bodo potem seveda lahko cepivo proti koronavirusu tudi prejeli. Trenutno imamo v Sloveniji 3 vrst cepiv, se pravi cepiva 3 proizvajalcev. Gre za cepivo Pfizer-BioNTech, cepivo Moderne in pa še 3. proizvajalca, torej cepivo AstraZeneca. Rekla bom tako, da 2 vrst cepiv temelji, bom rekla, na tej tako imenovani informacijski ribonukleinski kislini, se pravi, vsebuje v tem lipidnem mehurčku nek zapis za tvorbo proteina S, te bodice, bi lahko rekla, tega spike proteina, ki ga zmeraj, ko gledamo bistveno povečane slike virusa SARS-CoV-2 pod mikroskopom, lahko opazimo in je pravzaprav značilen. No in seveda s cepivom vnesemo ta zapis za tvorbo beljakovine, kot jo ima tudi virus v svoji ovojnici. In na ta način mi izzovemo naš imunski sistem, da to prepozna kot nek tujek in sproži imunski odziv, se pravi tvori protitelesa proti tej beljakovini. In če v bodoče pridemo v stik z virusom, ki ima identično beljakovino na svoji površini, jo seveda naš imunski sistem prepozna in se seveda z njo uspešno spopade. Druga skupina cepiv, to je cepivo proizvajalca AstraZeneca, je vektorsko cepivo, ima pravzaprav nek vektor, to je kemično oslabljen šimpanzi adenovirus, na katerega je prav tako nanešen ta zapis za tvorbo beljakovine tipa S. Vsi ti, bom rekla, deli ribonukleinskih kislin in ostali se seveda potem, ko svojo vlogo tvorbe proteina, proti kateremu naš imunski sistem odreagira, opravijo, razgradijo in se ne vgrajujejo v naš genom ali ostanejo v našem DNA zapisu. Rada bi opozorila, da je veliko, poleg te epidemije okužb, se pravi zbolevanja za koronavirusom, ena cela epidemija neverodostojnih informacij oziroma dezinformacij. In tej epidemiji dezinformacij pravimo infodemija, pogosto vodijo v negotovost med ljudmi, zmedenost, celo paniko. Tako da je prav, da poiščemo verodostojne informacije, informacije strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem obvladovanja, širjenja in pa zbolevanjem za koronavirusom. Tukaj bi pravzaprav opozorila na spletno stran Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki ima posebej zbrane informacije za splošno javnost, tako v infografikah, kot tudi v odgovorih na najbolj pogosto postavljena vprašanja splošnega prebivalstva, pa tudi bolnikov z kroničnimi boleznimi, ljudmi, ki imajo različne alergije, ali pa tudi recimo bolnikov, ki jemljejo imunosupresivna zdravila ali imajo sicer zmanjšan, oslabljen imunski sistem. Jasno je, da samo z doslednim izvajanjem previdnostnih
že prej jih je omenil dr. Pal pred mano, se pravi varnostne razdalje 2 metra, higiene, dosledne higiene rok, se pravi razkuževanja rok, higiene kašlja, potem izogibanja zaprtim prostorom in pa seveda doslednega, ustreznega nošenja zaščitnih mask ne moremo povsem obvladati širjenja virusa SARS-CoV-2 med populacijo. Pomemben populacijski, torej javnozdravstveni ukrep, ki nam je seveda zdaj na voljo, je gotovo tudi cepljenje. S cepljenjem po eni strani želimo zmanjšati število zbolelih, se pravi izboljšati javno zdravje prebivalstva, želimo zmanjšati število težjih primerov bolezni, ravno pri tistih populacijskih skupinah, ki so za tak potek bolezni najbolj ogrožene, kamor gotovo spadajo bolniki s kroničnimi boleznimi. Želimo torej zmanjšati število hospitalizacij zaradi koronavirusa in umrljivosti in na ta način tudi razbremeniti sistem zdravstvenega varstva. Vsi skupaj pa mislim, da si najbolj želimo vrniti se v neko bolj normalno življenje, kot smo ga bili vajeni pred marcem lansko leto, ko smo se pravzaprav prvič srečali z pogostejšim pojavljanjem okužb in tudi v Sloveniji prvič razglasili epidemijo okužb z koronavirusom